Lepo pozdravljeni v posebnem podcastu, ki ga pripravljamo, da bi vam predstavili kandidate skupne liste, ki se potegujejo za poslanski mandat 22. marca. In z mano je Janez Žakelj. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kandidirate na Gorenjskem, vaša standardna volilna enota, volilni okraj? Tako je, to je Škofja Loka 2, tam kjer sem doma, to je občina Žiri, Gorenja vas, Poljane in Železniki. In v čem se bo letos razlikovala kampanja od preteklih let? No, vsekakor se bo razlikovala v tem, da bomo skupaj sodelovali in to je meni všeč, da smo uspeli se povezati tako z SLS-om kot s Fokusom in s tem čutim tudi jaz neko večjo podporo, tako v naši, se pravi Poljanski in Sevški dolini, kjer je tudi SLS močan, pa tudi Lotrič prihaja od tam. Pa nasploh je to, bom rekel, še tradicionalno področje ljudi, ki vejo, kaj je delo, ki od dela živijo in cenijo tudi vrednote, kot so družina in poštenje. Lahko poveste, ali je imeti dolg politični staž, tudi v vašem primeru v vlogi župana, prednost ali slabost? Težko, to bodo povedali seveda volivci. Zdaj, jaz sem bil 3 mandate župan v Žireh. Jaz sem ponosen na to, kar sem naredil tam, delal sem za ljudi, ne zase, nikoli zase. Seveda sem pa vesel, ko grem po kraju in vidim, da se je kljub vsemu naredilo dom starejših, pa športna dvorana, čistilna naprava in druge stvari. Po drugi strani pa sem ponosen tudi na to, da smo uspeli sodelovati. In jaz nisem imel koalicije. Jaz sem rekel, delamo projektno, delamo za ljudi in je nekako 12 let to šlo. Kaj pa, če imate v mislih poslanski mandat? Ja, poslanski mandat je manj konkreten. Tudi bolj nehvaležen verjetno, ne? Ja, tako je. Zdaj, jaz se čutim, da sem poslanec, ki bi naj delal dobro za celo Slovenijo, seveda tudi za regijo. In če je kakšno vprašanje, če lahko kaj storim, pomagam županom z veseljem. Je pa dejstvo, da tej Sloveniji vidim, da grejo stvari v napačno smer. Tako kot sem že omenil, recimo vrednote, kot so družina, delo, poštenje, varnost. Ne nazadnje tudi tukaj kmetstvo se ne ceni, v bistvu zdaj prihajajo neke strategije o veganski hrani. Jaz nimam nič proti veganom, ampak kmetje pri nas pridelujejo mleko in meso in jaz imam rad tudi dobro salamo ali pa dober kos mesa. In kaj potem ostane, recimo, če imava v mislih cel mandat, veliko nekega dela, nekih prizadevanj, želja, ciljev, kot opozicijski poslanec potem kar precej ostane neuresničenega. Kaj torej ostaja z vami, kaj bi ponesli v naslednji mandat? No, predvsem si želim v naslednjem mandatu, da bi tako, če bomo na vladi znali bolj sodelovati, bolj poslušati tudi drugo stran. Jaz pogrešam tega sodelovanja, ker se mi zdi, da več glav več ve in tudi tisti, ki je drugačnega mišljenja, ni moj nasprotnik. To bi si zelo želel. Po drugi strani pa jaz mislim, da je tudi tista tiha večina, ki ima neke vrednote, dostikrat nima zagovornikov in jaz mislim, da zelo sem bil vesel kar mnogih ljudi, ki so me ustavljali na ulici ali so kar tako nepoznani, pa so rekli, vi ste pa poslanec, za prave stvari se zavzemate. To meni daje neko energijo, da kljub vsemu, če tudi koalicija tokratna ni sprejela nobenega našega predloga ali pa praktično nobenega, da ljudje cenijo, da se nekdo za njihove vrednote bori. Ampak tako, recimo v tem mandatu ste od blizu spremljali neke stranpoti trenutne vlade in zelo dobro veste, kaj so recimo tiste ključne stvari, ki bi jih bilo treba spremeniti in mogoče si jemljete to kot popotnico za nov mandat. Ja, no, vsekakor je ena od glavnih slabosti, ki sem jih jaz zdaj videl, je, da ni strategije. Tako za podjetja, recimo podjetja in podjetništvo rabi neko
neko trdnost, neko stabilnost, da bodo vedeli, v katero ali pa neko smer, da se bo recimo, da lahko planirajo za naprej, ali bojo investirali, ali ne bojo. Druga taka stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, pa se premalo naslavlja, je recimo prehranska varnost, to zadeva zelo tudi naše kmetijstvo, kmete, ne. Seveda pa tiste bolj splošne zadeve ali pa bolj vrednostne zadeve, ne, družina, mladi, kako mladi do stanovanja. Jaz imam kar nekaj otrok, ne, in od tega jih je 5 najstnikov in ti že gledajo naprej, kako bodo recimo prišli do stanovanja, ali pa recimo ena je v šoli za medicinske sestre, pa govorijo, da jih manjka, po drugi strani in pa ne dajo v kliničnem centru niti 15 minut časa za malico, ko imajo pauzo, recimo, ko imajo prakso. Tako da tukaj ni vedno vse v denarju, ampak je veliko v odnosih in v temu, da ljudi cenijo. Potem pa tudi starejši, recimo, jaz sem bil zelo aktiven kot župan, smo naredili dom za starejše, pa smo delali na dolgotrajni oskrbi. Tukaj je bistveno, ker se generacija, populacija se stara in jaz mislim, da je tukaj pomembno, da pokažemo, da je to tudi nek plemenit poklic, skrb za starejše, ne, in da je to lepo, ker potem bojo mladi radi, če pa pokažemo, da je to nekaj, če nimaš drugega, greš pa za stare skrbe, to ni prav način, ne. Tako da tukaj je precej stvari, najbolj tisti, ki govorijo, da denar ni pomemben, so proti denarju, po drugi strani pa vidijo rešitev v denarju. Nekako stalnica je, da zlasti pred volitvami zelo rade izbruhnejo afere, da se potem namesto, da bi predstavljali program, ukvarjate politiki, ukvarjajo z nekim branjenjem, dokazovanjem neke nasprotne resnice. Predsednik NSI-ja Jernej Vrtovec je v vložitvi liste dejal, da si želi, da bi dali prednost programu, ne pa političnemu merjenju mišic, nekako tako se je izrazil. Se mi zdi, da tega mogoče res nekoliko primanjkuje. Ljudje najbrž bolj kot razprtije želijo slišati vizijo države. Ja, res je in ni samo, da nekoliko primanjkuje, ampak zelo primanjkuje, ne, ker ljudje potem govorijo, na kar sem jaz zelo alergičen, govorijo, vsi so enaki, vsi so glih, ne. Jaz se trudim, da ne bi in ne kradem, seveda nismo brez napak, ampak recimo, če te dobijo s prstom v marmeladi, če zakon velja za vse, je prav, da je vsak kaznovan, ne. Ni pa prav, da se represivne organe in tudi sodstvo izkorišča za discipliniranje, če bom temu tako rekel. In moji kolegi, ki so strankarsko drugače, bom rekel, orientirani, rečejo, če ne bi tega videli, kar se zdaj na KNOVS-u dogaja, ne bi verjeli, da je to možno, ne. Nekdo, ki je delal to, kar zakon od njega zahteva, zdaj pa kazenski pregon in, ne vem, medijski linč. To je nedopustno, ne, in dejansko izkrivlja sliko o tem, da smo mi enaki, kot so vsi, ki so kradli milijone. Mi nismo nič ukradli. In Valit in Hajdinjak niso dokazali nobene napake. Brata Ribič sta pa nedotakljiva, pa sta za ne vem koliko 10-15 milijonov aneksov sklenila, brata, že to je konflikt interesov, Ribič je bil šef volilnega štaba Svobode, to zapravi, tukaj nekaj smrdi, ne. Tisti policaji iz vrha, ki so pa nas obsodili, tako rekoč, ali pa prijavili, tisti so pa napredovali. Tukaj enemu človeku z normalno kmečko pametjo lahko zasmrdi fino. Ko sem brala vaš življenjepis, vi ste po izobrazbi mikrobiolog in danes politik, kako gre to skupaj? Tudi namreč ostali življenjepis od mikrobiologa naprej so v glavnem uradniške funkcije in tako naprej. Kakšna je bila ta pot?
Ja, jaz sem diplomiral na biologiji, jaz sem zelo rad sem lovil metulje, pa sem skozi to prišel na študij biologije, potem sem magisterij delal na medicini, iz medicinske mikrobiologije, medtem seveda, ko sem doštudiral, sem pa bil tudi nekaj let asistent na fakulteti. To je bilo zelo zanimivo delo z mladimi, vedno se najde nekaj tistih, ki so ti izziv, ker sprašujejo in so vprašali več, kot sva midva s profesorjem vedela odgovoriti, tako da to je bilo zelo zanimivo delo. Potem iz mikrobiologije, ko sem magistriral, sem pa odšel na kmetijsko ministrstvo, najprej sem bil zadolžen za mleko in meso, potem me je pa zapeljalo v promocijo kmetijskih izdelkov, se pravi slovenskih kmetijskih izdelkov in sem precej sejmaril po svetu, tudi na Japonskem, v Angliji, v Nemčiji in tako in tudi v Sloveniji seveda. Tam sem videl, kako se kmetje, tisti najbolj uspešni, lahko prebijajo tudi v sam svetovni vrh, recimo vinari, tudi mlečna predelava je bila ponekod zelo uspešna, kot da sem začel ceniti tudi z druge strani gledati, bom rekel, kmeta, ne. Potem sem šel pa na Agencijo za gospodarsko promocijo in tuje investicije, kjer sem bil podobno, ampak za celotno industrijo sem vodil gospodarsko promocijo. To so bili zanimivi časi in sem spoznal veliko kolegov iz drugih evropskih držav in tudi vem, da je bila tudi ena Turkinja, je bila zelo taka gajstna, aktivna. Kako ljudje skušajo promovirati to našo, vsak svojo proizvodno. Tam sem videl, da znamo Slovenci biti malo preveč skromni, ne. Tam se je pač treba pohvaliti in ko se pohvališ, ti ljudje dajo prav, ker dejansko, mislim, naš kos zemlje je prečudovita, ne. Tudi sama Slovenija in imamo tudi prehrano krasno, no in to sem še bolj videl, ko sem šel v službo kot diplomat na Kitajsko, kjer je vse, recimo, zelenjava, sadje, meso, vsakič iznikne kakšna kriza, ker je bilo recimo mleko je bilo z melaminom, meso je bilo svinjsko, so goveje predelovali z nekimi kemikalijami in so bile zastrupitve. Skratka, pri nas živimo odlično, moram pa reči, da na Kitajskem me je pa navdušilo recimo to, Kitajci so zelo polni energije in so vse naredijo, da so uspešni, ne, in imajo to energijo neverjetno, tako da to recimo so pa tudi ponosni na svoj, saj so velik narod, ne, in so zelo iznajdljivi, da znajo tudi, pač filozofija njihova je, če le moreš drugega vržeš na finto, ne. Kot da to me je marsikaj naučilo, no seveda, kot župan sem pa potem 3 mandate delal, to pa je delo z ljudmi, ki je dostikrat zelo zahtevno. Vesel si pa, ko vidiš, da narediš nekaj dobrega. In potem še prejšnji mandat, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. Ja, to je bila naš predsednik, bivši Matej Tonin, ki je bil minister, takrat me je prosil, če bi hotel pomagati kot državni sekretar. Takrat je bilo kar zahtevno, to je bil COVID čas, potem pogajanja s sindikati in Levica je vedno nabijala v parlamentu, kot da sem jaz bil na drugi strani, ne kot poslanec, ampak kot državni sekretar. Smo naredili kar nekaj premikov tudi za dobro gasilcev, gasilstva in civilne zaščite. Vsak čas prinese neke lepe stvari in spomini so kar lepi, bi rekel, ja. Pa da bova zaključila v malo bolj pozitivnem duhu, kot zadnje vprašanje bom postavila, zakaj izbrati Janeza Žaklja 22. marca? Ja, zdaj, zakaj izbrati Janeza Žaklja? Zato, ker ni mačka v tem žaklju. Povedali ste vse in še več. Hvala. Hvala za pogovor in uspešno na volitvah. Hvala lepa. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Nasvidenje.